Otroke so odtrgali od žensk, jih ubili in vrgli v kanal, je 12-letna Zora Begum, ena od beguncev ljudstva Rohin v Bangladešu, povedala članom Varnostnega sveta Združenih narodov, ki so prišli na pregled begunskega tabora. Pa tudi, da so moške ločili od vseh in jih ubili, ter da so posiljevali ženske. Sama je pobegnila tako, da je, čeprav so jo ustrelili v nogo, skočila v kanal in odplavala, iz vode pa jo je nato rešil nek moški. Pokol je preživel tudi njen brat. Njuna zgodba je podobna tisočim drugim. Združeni narodi pa še zdaj nimajo rešitve za vse begunce, prav tako pa niti zaključene preiskave o zločinih, ki so se zgodili in se še dogajajo med etničnim čiščenjem te muslimanske manjšine. V Nigeriji je zaradi eksplozije pri samomorilskem napadu pri džamiji umrlo vsaj 27 ljudi, 56 pa jih je bilo ranjenih. Istočasno je bila le 200 metrov stran namreč še ena detonacija. Policijski komisar je potrdil samomorilski napad in da je izvajalec druge detonacije pobegnil. Napad je bil podoben napadom vojaške skupine Boko Haram, ki že od leta 2009 vodi upor v tej afriški državi in pogosto izvaja samomorilske napade. Kot gobe po dežju narašča število žensk, ki se v Nairobiju zaposlujejo kot taksistke. Pri tem pa si lahko same prilagodijo delovni čas, izbirajo potnike in imajo zagotovljeno plačilo. In to vse preko spleta in s pomočjo aplikacije na njihovih mobilnih telefonih. Trenutno jih je le okoli 3% v primerjavi z moškimi kolegi, a njihovo število eksponentno raste. Ena najbolj priljubljenih platform za razdelitev vožnje v Nairobiju in edina aplikacija, ki voznikom ponuja možnost izbire moškega ali ženskega voznika, Little Cabs, je v zadnjih 2 letih zabeležila 13-kratno povišanje števila ženskih voznic. Odločajo se za lokacije v bolj naseljenih predelih mesta, zaradi varnosti jim podjetja sledijo preko elektronskih naprav, če pa bi potrebovali nujno pomoč, imajo tudi vgrajeni SOS gumb. Mnoge pa si želijo predvsem tega, da bi si ženske pomagale druga drugi tudi tako, da bi ženske vozile ženske.